Kar marsikaj bi mi bilo že lahko prineslo kaj dobrega, pa lahko rečem, da nisem imel od tega nobenega dobička, je odgovoril nečak. Tudi Božič je med takimi rečmi, vendar dobro vem, da imam božične praznike vselej, kadar pridejo, za srečen čas, ne glede na spoštovanje, ki gre že njihovemu posvečenemu imenu in izviru, če je sploh mogoče kaj, kar je v zvezi z njimi ločiti od njih, zaljubezniv, odpuščajoč, dobrodelen, prijeten čas. Za edini čas, ki ga poznam v dolgem celoletnem koledarju, ko je čutiti, kakor da je vse živo pripravljeno sproščeno odpirati zaprta srca in misliti na ljudi pod seboj, kakor da so jim sopopotniki k grobu, ne pa bitja druge rase, namenjena drugam. In zato, stric, sem prepričan, da mi je Božič, čeprav mi nikoli ni kanil niti trohice zlata ali srebra v žep, vselej dobro del in mi bo še naprej, in tako pravim, Bog mu daj srečo. Pisar v luknji je nehote zaploskal, vendar se je nemudoma zavedel, kako neprimerno ravna, zato je pogrebel po ognju in enkrat za vselej pogasil še zadnjo slabotno iskrico. Samo še besedico mi črhni, je rekel Stispuh, pa boš imel enkrat za vselej božične praznike, ker boš izgubil službo. Od sile govornik si mi, dragac, je dodal in se obrnil k nečaku. Ne gre mi v glavo, zakaj ne greš v parlament? Ne jezi se, stric, veš kaj, jutri pridi k nam na kosilo. Stispuh je rekel, da pride hudiča. Ja, to je v resnici izgovoril. Ves stavek je izgovoril do konca in rekel, da pride k njemu, če zabinglja ali ga doleti kakšna druga skrajna nesreča. Ampak zakaj? Je zaklical nečak. Zakaj? Zakaj si se pa poročil? Je rekel Stispuh. Ker sem se zaljubil. Ker si se zaljubil, je zarenčal Stispuh, kakor da je edino to pod soncem še bolj smešno, kakor veseli božični prazniki. Vesele praznike! Ne, stric, saj te tudi predtem ni bilo nikoli k nam. Zakaj navajaš to za vzrok, da ne prihajaš k nam? Z Bogom, je rekel Stispuh. Ničesar ne pričakujem od tebe, nič te ne prosim. Zakaj bi ne mogli biti prijatelji? Z Bogom, je rekel Stispuh. Strašno mi je hudo, ko te vidim tako odločnega. Nikoli se nisva sporekla v ničemer, pri čemer bi bil jaz kaj kriv. Vendar sem poskusil na čast Božiču spravo in svojo božično dobro voljo mislim ohraniti do konca. In zato vesele praznike, vesele božične praznike, stric. Z Bogom, je rekel Stispuh. In srečno novo leto, z Bogom, je rekel Stispuh. Nečak je kljub temu odšel iz sobe brez žal besede. Ustavil se je pri zunanjih vratih in voščil vesele praznike pisarju, ki je bil sicer premražen, pa vendar toplejši od Stispuha, saj mu je prisrčno vrnil voščila. Spet eden tistih, je zamomljal Stispuh, ko ga je zaslišal. Moj pisar s 15 šilingi na teden in ženo in družino pa govori o veselih božičnih praznikih. Grem pa že rajši v norišnico. Ko je ta norec spustil ven Stispuhovega nečaka, je hkrati odprl vrata drugima dvema. Šlo je za postavna gospoda ljubeznivega vedenja, ki sta gologlava obstala v Stispuhovi pisarni. V rokah sta imela knjige in papirje in sta se mu priklonila. Stispuh in Lapor, če se ne motim, je rekel eden od njiju in pogledal na seznam. Mi je čast govoriti z gospodom Stispuhom ali z gospodom Laporjem? Gospod Lapor je že 7 let mrtev, je odgovoril Stispuh. Umrl je pred 7 leti, ravno v tej noči. Ne dvomiva o njegovi radodarnosti, čeprav ga predstavlja njegov še živi družabnik, je rekel gospod in pokazal poverilnice. To je bilo res, zakaj Stispuh in Lapor sta bila sorodni duši. Ko je Stispuh zaslišal zloglasno besedo radodarnost, je pisano pogledal, zmajal z glavo in vrnil potrdila.
Ob tako prazničnem letnem času, gospod Stispuh, je rekel gospod in vzel v roke pero, bi bilo več kakor zaželeno, če bi dobila kaj malega podpore za reveže in uboge, ki ravno v sedanjem času hudo trpijo. Več tisoč jih pogreša najnujnejše potrebščine. 100 tisoči pogrešajo vsakdanje udobje, gospod. Kaj ni več zaporov? Je vprašal Stispuh. Teh je dosti, je rekel gospod in spet odložil pero. In prisilnih delavnic? Je vprašal Stispuh. Saj še delajo, ne? Delajo. Še, je odgovoril gospod. Pa bi rajši videl, če bi lahko rekel, da ne. Se pravi, da še v celoti veljata samotežni mlin in zakon o pomoči revežem? Je rekel Stispuh. Pa še kako, gospod. Ja, ker sem se po vaših prvih besedah že ustrašil, da je kaj ustavilo njun koristni tek, je rekel Stispuh. To sem pa res zelo vesel. Ker prevladuje prepričanje, da množico prepičlo zakladata s krščansko hrano za dušo in telo, je odgovoril gospod, si nekateri prizadevamo povečati glavnico in revežem nakupiti več jedi in pijače, pa tudi kurjave. Odločili smo se za ta čas, ko pomanjkanje najbolj skeli, obilje pa uživa. Koliko lahko zapišem pri vas? Nič, je odgovoril Stispuh. Želite ostati anonimni? Želim imeti mir, je rekel Stispuh. Ker me že sprašujeta, kaj želim, gospoda, je to moj odgovor. Sam sebe nič ne razveselim za Božič, ne morem pa si tudi privoščiti, da bi brezdelnežem delal veselje. Pomagam vzdrževati ustanovi, ki sem jo omenil. Zadosti staneta in komur se slabo godi, naj gre tja. Marsikdo ne more tja in marsikdo rajši umre. Če rajši umrejo, je rekel Stispuh, potem naj tako storijo in zmanjšajo presežek prebivalstva. Sicer pa, oprostite, v tem nisem doma. Pa bi se lahko seznanili, je pripomnil gospod. To ni moja skrb, je odvrnil Stispuh. Za človeka je dovolj, da je podkovan v svojem delu in naj se ne vtika v zadeve drugih. Jaz imam zmeraj svojih skrbi čez glavo. Z Bogom, gospoda. Gospoda sta odšla, ker sta jasno sprevidela, da bi bilo nesmiselno še naprej siliti vanj. Stispuh pa se je vrnil k delu s še boljšim mnenjem o sebi in boljše volje, kakor je bil ponavadi.